Zdaj se bomo zažvalili masno. Ne več, to je. Evo, poleg mene slovensko motherfucking budalo. Jaz sem slovensko budalo. Oziroma Danila, popravljam, ne? Ja, živo, Dani. Me veseli, Dani. Enako. Jaz na internetu vidim, da ti odhajaš iz vseh socialnih omrežij, koliko sem jaz razumel, zgino boš. Na Instagramu bom. Na Instagramu boš? Na Instagramu bom. To pa je lepo slišati, no. Veš kaj je pa zdaj mene prvo zanima, jaz sem tebe poklical, da malo zvem, zakaj greš, kam greš, pa kak je bilo pač tvoja cela zgodba z YouTubeom, ker jaz sem na YouTubeu videl, da tvoj prvi video, ki je zdaj objavljen, je 4 leta nazaj bil objavljen. Samo tako. Je to bilo začetek? Je, to pač konc 9. razreda, pred karanteno direkt. Dober dan, jaz sem slovensko budalo. Subajte na moj kanal, ker 40% gleda brez naročnine. Ja, ampak zakaj pa si sploh začel pač to ne, kuj si izmisliš, pač kaj je bilo? Pa jaz sem najprej snemal, mislim, ruski YouTube. In ti si v ruščini govoril? Jaz sem v ruščini govoril, In kak je tisto uspelo? Nikak. Razumljivo, okej. Ker pač jaz sem snemal ono cringe vsebine, se veš kaj snema 13-letnik po navadi. Sem tudi jaz snemal video, da vem. To, ja, zgubil iPhone 5S, ono. Ej. Imam slabo novico, zgubil sem moj telefon. No, zakaj si pa začel, kaj si se sprnil, pa si... Da izpadem cool. Noben mi ni maral v osnovki, ne? To sem pa slišal, da si imel probleme v osnovni, ne? Jaz sem imel probleme v osnovki in sem pol pač videl Pero Martič. To je neki najjači youtuber, jaz ga moram hopsniti, da bom jaz pol najjači in točno to sem naredil, ne? Video je Pero Martič, ni pa video Jack on the Box, ne? Jaz sem tebe prvega videl. Ne, rekel si, da si videl Pero Martiča. Zaradi tega, ker so vsi bili Pero Martič, bog štekaš. Ne, jaz sem tebe prvi gledal, jaz sem tvoj največji fan. Ne, to sem slišal, to vem. Jaz sem gledal vse unboxing iPhone X. Imam iPhone 10 oziroma X, 10, kam klica, bilo kak. Pizda 10 stvari, katerih ne smete delati, 10 slabih navad. Jaz vse poznam, stari moj. Ti si moj fan? Jaz sem tvoj fan, lahko sliko, daj eno na hitrico, no, ajde, daj. Zadnja slika, ajde. Zadnja slika. Kako dolgo si rabo, a ti je ratalo? Nedolgo. Nedolgo? Nedolgo. V enem letu sem dobil 20,000 subscriberov. Ampak tebi je ful ratalo za tistimi videi, kako si jaz predstavljam, ne? Pujsa Pepa. Stari, ono so bili bangeri. To je moj mlajši brat Jure, ko si meče na dinozaure. To je debela mama. Cringe, ampak so bili fucking bangeri. Pa še zdaj to mali gledajo. To je, veš, mim, ko fucking Snežko nabijaček. Ja, razumem. Ampak keša pa v tem ni bilo, ne? Pa by the way, toliko da povem, te, kako si predstavljam, večinoma teh videov so samo prevedeni videi iz ruščine v slovenščino. Torej si fejkal videe. Po moje, da sem pol svojega YouTube kanala prefejkal. Bila je fora v tem, jaz nema pisal, stari, odkot ti fucking take ideje? Dejt mi samo pošle en YouTube kanal, pa vidim, da je bila kopija tvojega. Daj povej zdaj ti viewerom, je denar v tem, če se znaš prodati? Pač se pa oba dva to delamo, oba dva vema, da se da s tem zaslužiti definitivno, samo spet ne toliko, koliko bom zdaj začel služiti. Ok, če smo pa zdaj pred naru, realno YouTube plača slabo v Sloveniji, ne? Katastrofa. Grozno plača. Znajo pa dobro plačati sponzorji, ampak... Kaj pa imajo tu neki kult, stari kat? Živijo se. Vse so živi, ja. Ok, v glavnem, YouTube slabo plača, sponzorji znajo dobro plačati, ampak si imel kdaj... Ampak spet sponzorji, no glih, ja, povej, sorry. Nič panike, si imel kdaj res slabo izkušnjo s sponzorom? Po moje, ti sam to dobro veš, koga lahko rečem. Ok, še kjera druga, ko... To je bila moja prva agencija, moji prvi sponzori in moji prvi največji nateguni. Ok, denar smo dala skozi, da se, ampak moraš biti hudo priden. Pač mislim vseeno, sorry, ker te spet prekinjam, da se ono služiti res dobro. Jaz sem isto imel odprt SP, včeraj sem ga zaprl. Ok, rip SP. Sorry, ti pizda. Pač da se zaslužiti, da se svobodno živeti, da se iti iz šole, vse, ampak ti moraš hardcore moraš biti s temi sponzori itd. Zdaj pa ti bom ja še eno zgodbo povedal glede sponzorov. Ko sem pa jaz bil fuck it, jaz se več tega ne grem.
piše mi ena, spet, po mojem ne, ni bila agencija, direkt sponzori so bili. Okay. In mi pišejo kao, ja, mi bi za to pa to imeli, glavno damo ti 500 evrov, ne. In jaz sem bil pizda, no dobro, ajde dajmo 500 evrov. In pol mi napiše, ja, naša zadnja ponudba je 495 evrov. Okay. In sem bil tako, no, niti nisem odpisal pol na tisti mail, nič. Jebanje v glavo, ja. Zaradi tega, ker niso bili prvi, ko hočejo, no, daj čim manj, Pa zir bi še en mail bil pol Ja. Razumem, ja. To sem te še hotel vprašati glede YouTubea, kako je to bilo doma, kako so to sprejemali, kako so sprejemali pol, ko si postal slavn, če lahko cringe rečem, znan, Ja, zdaj sem stari, moj Ja, ampak kako je bilo pol doma, ko si ti bil, imel si številke, denar si prinesel, je to bilo doma, bravo Dani, ali bo to, najdi si službo? Ne, mislim, bilo je ono, like, ok, bravo, dobro delaš, ampak dokončaj šolo. Jaz sem takrat glik začel lepo služiti in sem rekel, mama, jaz ne bi hodil v šolo. Okay. Ampak je rekla, ne, ti greš v šolo. Razumljivo. In sem bil spet pol leta v šoli in sem pol rekel, zdaj pa gotovo, zdaj pa pač reči mi, kaj hočeš, jaz ne grem v šolo nazaj. V glavnem, Dani, kaj pa je tak, naprimer, da začneš znova, kaj je ena stvar, ki bi jo čist spremenil, kaj bi naredil drugače? Bi sploh kaj naredil drugače? Ne, stari. Vse, kaj se je zgodilo, vse se je zgodilo z namenom. Z razlogom, pač, ok. Ne vem, dal sem to svojo izkušnjo skozi in jaz sem že dolgo nazaj, ne vem, se spomniš takrat tisti video, ko sem rekel, ja, zdaj pa se bom obadal kao samo z muziko. Ja, vem, ja. Že takrat sem hotel in prodati kanal in vse in zaključiti, ampak sem bil pol tak, joj, otroci me gledajo, jaz moram biti dober vzor, kaj. Pol pa sem se spomnil, da pač edini otrok, kateremu moram biti jaz vzor, je moja sestra in je to pač. Res je. Ne vem, ker na koncu bojo itak vsi tam mali probali probali fuge, karkoli, jaz ne morem nikakor na to koristiti. No, ampak kaj pa, če smo zdaj pri fanih, kaj je bila tak tvoja najslabša izkušnja z nekom, ko te je poznal? Ja. Ampak če slučajno, na hiterco poveva. Mislim, ni druge, pač prefukali so me. Dan je bil vdarjen večkrat. Večkrat vdarjen, totalno random, pač totalno bedarija, ne? Prišli so se, en model je rekel, dajmo se slikati, sem se slikal, minilo 2 minuti, pride 10 nekih limcev in me prebijajo do kraja. Pol si mi še povedal, da policija absolutno nič ni naredila. Policija absolutno nič ni naredila. Jaz sem še takrat stal pred policijskim avtom, bil sem meni se vrti, meni je slabo, se lahko vsedem v avto in mi reče, ne, stoj. In sem bil pač, ok. In pol kličem, kao, joj, jaz imam direkt kamere, direkt je kamera snemala od neke stavbe, kak so mene pretepli. Ja, sam te kamere ne snemajo obraza dobro, pa ne vem kaj vse in glavno pač tako se je to zaključilo, da ni nič bilo na koncu, ampak verjamem, da bom še jaz pobral svoj cash iz njih, to je to. Si bil kaj bolj v depri? Nisem, ampak sem začel razmišljati, mi je to treba, da me folk pozna. To so pol slabe lastnosti tega, da si znan. Vse lepo je denar, lepo je videti, ogledi mi rastejo, fajn je občutek. Ampak ko ni hodiš, pa fajn, ko greš nekam s punco, greš drugo. S tebe prefukali. Čisto razumem. In če smo zdaj pri tem, tudi to je po moje razlog, zakaj si pol tudi nehal. Ja, tako. Pač ne vem, ugotovil sem, da mi ne sede se izpostavljati na vsakem koraku. Pač do neke točke je to bilo fajn. Ko sem bil v šoli, sem bil najjači, so mi vsi pač poznali, ker privilegije sem imel v šoli, bla, bla, bla. Ampak polko pač prestopiš ti v odraslo življenje, pa si stari, jaz imam svojo familijo, jaz imam svojo žensko, jaz bi skrbel za to, kaj imam. Da vsi vejo, kaj imam. In je to pač. Kaj pa glede muzike, ti si šel pol en čas kar konkretno v muziko noter. Pa sem še kar konkretno v muziki. Te to veseli, je to tvoj hobi, bi to bilo resno šel? Pizdarija, ne vem. Pablo Escobar, že ponosim samo pare. Mislim, hobi, ne, jaz sem se najdel z svojim delom, jaz sem najraje stric iz ozadja. To mi najbolj veseli. Mislim, glede tega, da pomagam razvijati folku svoje socialne omrežja, podjetjem, bla, 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 pač imam svoje stvari, katere mi zdaj laufajo dosti bolj kot pač TikTok in YouTube skupaj. Dobro.
Ampak, mislim, muzika, veš, kak sem se jaz zdaj odločil? Jaz bom delal od muzike dalje in v ruščini, in v slovenščini, in druge jezike bom probaval in bom objavil nekam in kdo bo to slišal, bo to slišal. Ne zanima me, če bo to eksplodiralo, če bom jaz zaradi tega postal milijonar, hvala Bogu. Kaj pa je tvoja najljubša platforma, ko si delal TikTok, Instagram ali YouTube? YouTube? Časi YouTubea so najlepši. Oni OG čas YouTubea. YouTube, da te vedeli, je malo dedno. Vsi kreatorji so dednili zaradi tega, ker... Dobro, Jure Tršan se to laže, da je še kar dober YouTube. Jaz sem si verjetno Tršano, ne? Zdaj sem tu. Jaz ti sam njega zabavama. Tršan je pač vedno bil najn prijatelj, katerega moramo vedno omeniti. V glavnem, da te vedeli, o čem sem zdaj fucking govoril? O tem, da je YouTube dedno. YouTube je malo dedno zaradi tega, ker se je folk navalo tega kratkega kontenta. Folk več ne more gledati 8-minutnega videa, stari. Nekdaj pa smo lahko snemali pol ure videa. Pa je gledal celih fucking video, stari. Ok, kakšne imaš zdaj plane, ko vse končaš, kaj boš naredil s kanalom? Prodal sem ga, Pero Martiču. Prodal si ga Pero Martiču? Prodal sem ga Pero Martiču. Za koliko si ga prodal Pero Martiču? Ja. Kaj boš pa s TikTok profilom? Prodal ga bom. Za koliko? Ja. Ok. Instagram pa si rekel, da boš obdržal? Instagram pa bom držal. Pa tam še bomo videli, kakšne tvoje slike, storije, boš aktiven ali manj? Mislim, bom tako, kot sem do zdaj bil aktiven, kje sem, kaj delam. Spet hobi varianta. Ja. Uživancija. OnlyFans, da promoviram in tak naprej. To sem slišal, da imaš OnlyFans, kaj tam gor pričakujemo? Pa nič kaj posebnega, iskreno. Mislim, to je odvisno od... Kak si nagnjen? Tako, kak si pečem jajčka. Mislim, tisti, kateri... Ja, z hrenovko. Ti se splača pogledati, by the way, njegov OnlyFans je spodaj v opisu. Ne vem, če lahko daš to v opis. Po mojem v komentarju. Linktree lahko dam. Evo, Linktree, daj. Pač v opisu, če hoče kdo pogledati njegov jutranja jajčka. Jutranja jajčka, ampak kaj pa boš zdaj delal, ko si vse skupaj končal? Ti si rekel, da imaš nekaj plane, ampak kaj boš zdaj delal? Pač, vse sem rekel, pomagam frendu z to njegovo agencijo. Plus pač fiks boma z mojo deklino delala pač še naprej to, da boma pomagala razvijati druge podjetja na TikToku. Torej boš predjem ostal kot si rekel. Tako, ja, ampak pač kot sem rekel, strici z ozadja, ne. Ok, razumem, čisto razumem. Poleg tega pa pač, kot sem rekel, OnlyFans je platforma, s katero se tudi da veliko zaslužiti. Torej, respektaš kreatore na OnlyFansu, kreatorke? Do tega momenta, oziroma veš, ko so vsi bili proti, kao, OnlyFans je samo nage slike, OnlyFans je to, v resnici ni Ti respektam, ja. OnlyFans prvo ni bil narediti spol za nage slike. Exactly, to je bilo OnlyFans, ja, ampak pol so ženske to malo po svoje spremenile. Zdaj si me skoraj prepričal, da se idem zdaj subscribe, stari. No, daj se, ne. Kaj če čakaš? Kak imaš na svet za vse tiste, ko bi radi začeli z YouTubeom, Instagramom, TikTokom, kaj je tvoj na svet, tak hiter v 2 povedih? Ne se vstaviti in je to. Pač tu, ko si začel, zdaj samo nadaljuj in bo. Zdaj pa najbolj scary vprašanje, pa vprašanje, ki si ga vsi komaj čakamo. Boš se kdaj vrnil nazaj na YouTube, na Instagram, na TikTok? No, kot sem že rekel, na Instagramu bom vedno. Pardon, na YouTube in na TikTok? Na YouTube in TikTok ne vem, ampak če bom kadarkoli hotel, bo po moje ne bo to neki veliki problem, da pač se vrnem. Veš, imagine, da tak čez 5 let narediš comeback. Comeback, ja. Ampak da sem... Pobridi dol, plešas. Biljonar. My bad. Pobridi plešas, klošar. Pod mostom. Jaz sem enega brezdomca obdaril, mogoče čez 5 let. Se ga spomnite? Ne, Bog ne daj. Absolutno, vsi te respektamo kot kreatora, oni kot tenena. Nikoli me niso. Verjami, da oni ko vemo, zakaj se gre, pa koliko je tu dela odvrženega, pa koliko sacrifice-a, te respektamo. Smo ti hvaležni za vse, ki si ti tudi pomagal YouTubeu, vsem nam, da smo zrasli, en drugemu smo vsi pomagali. Ta ti najlepša hvala za vse to. Jaz ti samo želim, pa tudi verjamem, da moji gledalci ti želimo vse dobro za naprej. Čim več znara, čim več zdravja, čim več ljubezni s tvojo punco, čim več potovanja po svetu, da ti samo uživaj in še enkrat ti hvala za vse lepe YouTube spomine. Hvala tebi. Malo, ajde, daj ti še malo. Ok, daj jaz tebi malo. Ne gre, ajde.
stari, rad Ej. imam, ne, ono... Jaste. Evo, to je bil Dani. To je Vsi to. ga imamo radi, vi To pa je se ne zaključek. pozabite subskrbati, njegov OnlyFans imate spodaj v opisu, če hočete malo pogledati, forica bo. Pa Jutranje. se vidimo, naslednje video, mi dva se pa vidimo čez 1 leto na tej lokaciji, na tej klopci. Tako, pa na kakšni kavici verjetno pred. Prej tudi, ne? Je to tako dramatično rečem. Adijo. To sem slišal, da imaš OnlyFans, kao tam gor pričakujemo. Tako, ono, kak si pečem jajčka, mislim, tisti, Z hrenovko? Ja, z hrenovko.